Dobro jutro, dober dan. Dobrodošli na predavanju o marketinških priložnostih za podjetja ob ponovnem zagonu gospodarstva. Hvala, da ste tukaj. Približno 250 vas je, takšne podatke imamo, iz zelo različnih področij, industrijska podjetja, storitvena podjetja, nekaj turizma, telekomunikacijska podjetja, kar veliko podjetja poznamo, vaših imen in funkcij ne. Upam, da bo tole naše srečanje inspirativno, da boste dobili kakšne zanimive ideje in konkretne usmeritve za to, kar bi lahko marketing v resnici naredil v tem času. Predavanje bo trajalo približno dobre pol ure, potem pa bomo seveda imeli tudi čas za vaša vprašanja. Nekaj jih je celo že prišlo, tako da na to bomo odgovorili na koncu. Vaša vprašanja seveda lahko zastavite kar tukaj gor, v predelku Q&A. Midva jih bova videla in bova se potrudila na njih odgovoriti. Vaša predavatelja danes sva Mitja Jereb in Igor Savič. Oba dva prihajava iz PM. Na nek način boste vsaj nekaj časa v PM tudi vi, a ne? PM seveda pomeni poslovni mediji, saj verjetno niste pomislili na kaj drugega, ne? Smo strateška, kreativna, vsebinska marketinška agencija, ki je na tem svetu v resnici zato, da podjetjem pomaga reševati zahtevne komunikacijske probleme in izzive. Smo kreativni v celem spektru aktivnosti, od marketinških, tehnoloških, ki so povezane z marketingom, vsebinskih, medijskih, oglasnih, celo vrsto stvari, skratka, do strateškega komunikacijskega razmišljanja in poslovno-razvojnega, ne. Tako da naš spekter je kar visok, širok in mislim, da nam to pomaga in razumeti in morda najti kakšno rešitev, ki jo drugi ne najdejo na podoben način. Mitja je strateški direktor naročnikov in našega strateško-svetovalnega oddelka. Jaz sem pa ustanovitelj agencije in direktor agencije, ampak tudi vsebinski strateg. Tole predavanje je nastalo na podlagi analize razmer in bele knjige, ki smo jo na tej osnovi naredili. Celotna bela knjiga bo na voljo tudi vam. Na koncu predavanja vam bova dala konkreten link na fajl, kjer boste to knjigo tudi našli in si jo lahko natančneje ogledali, tako da pravzaprav vam ni treba veliko zapisovati, ker je tam še daljše tekstovno zapisano. Zakaj smo tukaj? Spremembe nas včasih begajo in skrbijo, a ne, to je popolnoma razumljivo. Situacija, v katero smo pač zdrsnili, je zelo pospešila en proces sprememb na področju marketinga, ampak resnici na ljubo se je proces spreminjanja marketinga in tega, kako ljudje razmišljajo, kako se obnašajo, a ne, pa naj gre za kupce ali pa druge deležnike, začel že prej. Ta situacija je izrazito pospešila ta proces in verjetno pospešila nekaj, kar morda vsi čutimo, a ne. Zadeve ne bojo nikoli več take, kot so bile, oziroma ne marketing, ne podjetja se ne bojo vrnila na točko pred to krizo, a ne. Še vedno srečam kakšna podjetja, ki mislijo, da se bo to zgodilo, ampak ne bojo se, a ne. Kako torej prepoznati, ukrepati, kako se prilagoditi, to je zdaj ključno vprašanje. Če se je včasih zgodilo, da je bil marketing, vsaj tisti tradicionalni, nekoliko bolj obrobna funkcija, ne, v podjetjih,
pa je zdaj popolnoma jasno, da se je našel v jedru zgodbe, in da je od marketinga marsikaj odvisno, odvisno tudi to, kaj se bo podjetjem zgodilo v prihodnosti oziroma kako se bojo z temi težavami soočile. Če me vprašate zdaj, ali lahko marketing reši kakšno podjetje, če tako rečem, bi rekel, ja, lahko ga reši. Pravi marketing lahko reši tudi jedrna poslovna vprašanja. Seveda ne sam, ampak v povezavi z drugimi funkcijami, predvsem v povezavi s prodajo. In kot boste videli danes v naši firmi, v agenciji zelo močno povezujemo komunikacijske in marketinške aktivnosti. Marketinga prejšnjega časa ne bo več, oziroma ta marketing iz prejšnjega časa ne more več odgovoriti na nove izzive, ki so zdaj. Ta kriza je torej na nek način priložnost za preobrat v marketingu, ampak rečem priložnost, zato ker ni nujno, da to priložnost izkoristimo. Verjamem, da smo vsi, ki smo tu, pripravljeni in zmožni izkoristiti to priložnost. Če ne bi tako razmišljali, ne bi bili tukaj. Delček temu bi rada prispevala tudi s tem našim srečanjem, zato bi opozorila na 4 ključna področja sprememb. Spremembe v navadah kupcev, spremembe v komunikaciji, spremembe v prodaji in recimo temu strateško-procesne spremembe. Znotraj teh 4 sklopov pa smo pripravili razmišljanje o 13 ključnih sklopih priložnosti. Seveda je to zdaj zgleda kompleksno, ampak se bomo skozi to hitro sprehodili, pa boste videli, da so pravzaprav lepo urejene in da omogočajo eno tako sistematično razmišljanje. Zdaj bi pa prepustil besedo Mitji, da nadaljuje in predstavi prvi sklop sprememb. Hvala, Igor. Najprej še lep pozdrav z moje strani iz te virtualne plaže v bližini Ljubljane. Upam, da ste vsi vsaj v mislih na lokacijah, ki so vam bližji ta trenutek. Tako kot je Igor omenil, jaz se bom dotaknil najprej sprememb po navadah kupcev. To je po mojem mnenju eno področje, ki v resnici z vidika marketinga najbolj pomembno, da ga razumemo v tem trenutku. Se pravi, gre za področje, ki bo zelo vplivalo na poslovanje v naslednjih mesecih, morda celo letih, in je zelo zmotno razmišljati o tem, da bojo spuščanja ukrepov in pač neko vračanje nazaj v normalno delovanje, poslovanje, da bojo pač pripeljala do tega, da bomo imeli čez 14 dni, 3 tedne v bistvu iste navade kupcev, kot smo jih imeli recimo preden se je ta kriza začela dogajati. Mislim, da je ključno razumeti to, da v resnici se ljudje zdajle, ko smo v nekem takem prostoru, v nekem času, kjer se ne odvijajo zadeve, kot so se prej, da smo že začeli sprejemati drugačne navade, da smo že začeli drugače reagirati do stvari, ki smo prej imeli do njih čist drug v bistvu odnos. Jaz bom tukaj izpostavil 2 področji, za kateri menimo, da v bistvu jih je treba razumeti in morda uporabiti kot neko, bom rekel, priložnost v obdobju, ki prihaja z tem sproščanjem tudi gospodarstva v naslednjih tednih. Zdaj, prvo tako področje oziroma prvi predlog je v resnici pomembnost lokalnih proizvodov in storitev. Kar se dogaja v tem trenutku je, da smo vsi zelo v resnici omejeni na, bom rekel, majhna geografska območja, kjer delujemo, kjer se gibamo popoldne, kjer nabavljamo, bom rekel, neke storitve, proizvode in ugotavljamo, da v resnici obstaja en kup lokalnih produktov in storitev, ki jih morda prej nismo uporabljali, ki jih morda nismo opazili in tako naprej. In dejansko priložnost, ki se bo pojavila v naslednjih tednih, v naslednjih mesecih za podjetje, je predvsem v tem, da bojo zelo pozorna na to, da bojo v svojem lokalnem okolju aktivna in družbeno odgovorna. Se pravi,
predvsem podjetja, ki bojo znala prepoznati, da v naslednjih tednih, mesecih ni zaračunati na stranke iz širših geografskih okolij, na tuje goste, recimo v turizmu in tako naprej, bi predlagali, da se res fokusirajo za začetek na svoje lokalna okolja, na bližnje prebivalce, na slovensko ciljno skupino. Mislim, da je prišlo kar nekaj vprašanj na to temo, predvsem iz turistične branže, kako se prilagajati na to, ali bojo tuji gosti, ki so zelo pomembni za slovenski turizem, prišli, ne vemo, kdaj se bojo meje odpirale in tako naprej. To je sigurno zelo pereč vprašanje za nekoga, ki trži storitve vnaprej, ampak kar že zdaj vemo je, da lokalni prebivalci in Slovenci bojo prvi odjemalci teh storitev in produktov v našem lokalnem okolju. Tako da definitivno bi z komunikacijskega vidika in z vidika marketinga se bilo treba v prvi fazi zdaj fokusirati na slovenske potrošnike, na slovenske odjemalce in tako dalje. Zdaj, naslednji predlog, naslednjo področje, ki je zelo zanimivo s stališča tega, kaj se je zdaj zgodilo, je, da se je v tem obdobju začel en proces, ki se sicer v določenih tujih trgih odvija že nekaj časa, bolj pospešeno, ko se je to mogoče dogajalo v Sloveniji, in sicer zaupanje vse, kar je digitalnega. Slovenija je zaradi svoje specifičnosti, se pravi zaradi majhnosti, zaradi tega, ker poznamo praktično en drugega, dejansko ni imela do sedaj neke hude potrebe, da bi se digitalizirala bolj, kot se je to dogaja recimo v večjih državah, kjer so razdalje večje, kjer je ponudnikov več in tako dalje. Zdaj se je pa kar naenkrat pri nas čez noč zgodila ta sprememba, ki bo v bistvu pri obnašanju uporabnikov obrnila precej zadev na glavo. In sicer, tako rekoč smo bili vsi v bistvu postavljeni v to situacijo, da smo se naučili, če že nismo prej tega počeli, delati nadaljavo, učiti se nadaljavo, nakupovati nadaljavo. In najpomembnejši del vsega tega skupaj je v tem, da v resnici tudi tisti, ki se niso do zdaj srečali s temi izkušnjami digitalnimi, so se zdaj srečali, ugotovili so, da v bistvu imajo svoje prednosti, imajo svoje slabosti, predvsem so pa pregnali neke vrste strah pred to novostjo. Se pravi, posledica, ki se bo zgodila in se je že zgodila, je, nastaja neka velika ciljna skupina uporabnikov v Sloveniji, ki bo tudi po tej situaciji večji odjemalec digitalnih kanalov, digitalnih storitev, kot je bilo to v navadi pred koronavirus situacijo. Kaj lahko tukaj marketing naredi? Predvsem mora skrbeti, da bo ta ciljna skupina prišla do storitev tega ponudnika, predvsem mora skrbeti, da bo za svojo komunikacijo prek pravih kanalov dosegla to ciljno skupino. Še bolj bojo pomembni mobilni telefoni, kot so bili do zdaj. Dejansko bojo ljudje prepoznali, da naročanje določenih zadev nadaljavo je tako bolj ugodno ali pa udobno, kot je pač nakupovanje v nakupovalnih centrih, da bojo neko navado, ki so jo zdaj po sili razmer ustvarjali v času te krize, nadaljevali sigurno tudi po tem. Jaz bi zdaj pokazal en primer komunikacije, kjer smo se v resnici z partnerjem, našim naročnikom, zavarovalnico Triglav, zelo, po mojem mnenju, hitro in v redu odzvali na situacijo. Zdaj filmčka v tem trenutku ne bom zavrtel, verjamem, da ste ga večina od vas tudi opazili po različnih kanalih. Bo pa tudi pač link na ta filmček v sami prezentaciji. In sicer gre za to, da smo se odzvali na to, da v resnici zavarovalnica Triglav je tudi v času, ko ni bilo mogoče priti do poslovalnic, ko ni bilo mogoče sprejemati na dom zastopnikov zavarovalniškim dostopne prek različnih kanalov velikemu številu zavarovancev. To je bila osnovna informacija, se pravi, prek katerih kanalov smo dostopni. Dejansko je v ozadju pa potekala, bom rekel, globlja strateška odločitev, in sicer gre za to, da se je vzpostavili digitalne kanale do tako prodajne kot podporne, se pravi za podporo njihovim kupcem in uporabnikom. In v bistvu
kar je recimo posledica, ki je zelo zanimiva, je, Zavarovalnica Triglav že več let meri zadovoljstvo uporabnikov nad svojimi storitvami. Tako so tudi v zadnjih tednih zmerali ponovno zadovoljstvo uporabnikov in zelo je bilo izpostavljeno to, da se je izrazito povečalo zadovoljstvo uporabnikov tovrstne storitve. Se pravi, uporabniki, zavarovanci, ki so imeli v tem času kontakt prek digitalnih kanalov, prek poslovanja z zavarovalnico na daljavo, so izrazito bolj zadovoljni, kot so bili predtem z samo storitvijo. In če zdaj v bistvu to navežem na to, kar bo prišlo v naslednjih tednih, mesecih, je to izkušnjo, ki so jo dosegli ali pa so se z njo soočali v tem času, bojo želeli, da se nadaljuje tudi v času, ki bo sledilo. Se pravi, Zavarovalnica Triglav ne bo potem, ko se bomo vsi začeli vračati v navadno življenje, teh kanalov izklopila, ampak jih bo kvečjemu pospeševala, ker tukaj je dejansko zdaj nastala tista, bom rekel, neka nova ciljna skupina ljudi, ki so pregnali strah morebitni pred nečem novim, ki so se soočali s to novo izkušnjo in so tudi dobro, pozitivno izkušnjo prejeli se strani ponudnika Zavarovalnice Triglav. Tako da v bistvu dejansko ta druga točka, povečano zaupanje v vse digitalno, je neka stopnica, ki se bo zgodila, se je že zgodila in te uporabniki se po tem obdobju ne bodo vrnili v ustaljene vzorce, kot so bili navajeni na njih predtem. Zdaj pa predajam besedo Igorju za naslednji sklop. Ok, spremembe na področju komunikacije, pojem komunikacije je tukaj uporabljen zelo široko, ampak se boste videli, tu noter sva jih nekaj pomembnih združila, mogoče je prva sugestija ali pa prva usmeritev, prvi premislek je tem, kako se bo v resnici spremenila kreativnost. Skratka, prihaja čas, da kreativnost, recimo, kot smo jo razumeli včasih morda v marketingu, preprosto ne bo več taka kot je bila, če bo hotela zadovoljiti neko potrebo učinkovitega marketinga. Kreativnost je seveda zelo kompleksen, širok pojem, zato tu ne moremo opozoriti na vse elemente, morda samo na enega. Vsi smo spremljali zdaj, kaj se je v resnici zgodilo z mediji. Na nek način sta nek revival doživela tudi televizija in radio in morda tudi neki drugi tradicionalni mediji. Ampak kljub drugačnim pričakovanjem se bo zaradi te krize medijska potrošnja seveda predvsem pomaknila v področje digitalnega. Področje digitalnega pa seveda nosi čisto drugačne zahteve in možnosti za kreativnost. Nekako se bojo vzpostavljajo drugačna pravila, recimo drugačen model kreativnosti, ki ga omogoča digitalno okolje. V digitalnem okolju namreč lahko spremljamo vse faze procesa odločanja in razmišljanja ljudi. Tole je primer, recimo, ki ga pripravljamo za en projekt za firmo Ruter, seveda poznate, kjer smo razmišljali pravzaprav, kakšne vsebine in na kakšen način moramo odgovoriti v vseh fazah, v celotnem kanalu, v katerem poteka odločanje. Od dosega najširše publike z nekimi kampanjskim pristopom, kreativnim kampanjskim, in recimo tu smo seveda izhajali iz Ruterjeve temeljne usmeritve, da se sreča začne že doma, do, povsem konkretnih aktivnosti na posameznih kanalih. Kar je zelo pomembno je, da kaj lahko marketing naredi, da na novo definira v resnici te zahteve kreativnosti, da se vsebinsko preusmeri tam, kjer sicer še uporablja tradicionalne kanale, v bolj nativne formate, torej v formate, ki so bolj avtentični, ki so bližje realnosti in nekako bližje realnim ljudem in realni ponudbi.
vsebinski marketing in marketing bo postal zelo kompleksen. In ta kreativnost, nova kreativnost bo morala biti taka, oziroma mora biti taka, da je sposobna odgovoriti pravzaprav na vse faze, oziroma da je sposobna pripraviti, ponuditi prave rešitve v vseh kanalih in v vseh formatih. To, kar zdaj vidite, je en kompleksen model, komunikacijski model, ki smo ga pripravili za Škodo, seveda v času že pred tole krizo. Škodo sodelujemo že, mislim, da 9 let v Sloveniji. In to, kar vidite tukaj, vam bolj kot podrobnosti pokaže, kako kompleksno je komunikacijsko področje, in nova kreativnost mora biti sposobna za vsakega od teh modelov, za vsakega od teh funkcij, nekako sproducirati pravo rešitev. Skratka, ena od značilnosti nove kreativnosti bo pravzaprav razumevanje te kompleksnosti in sledenje tistim možnostim, ki jih digitalno okolje omogoča. Digitalno okolje pa omogoča, da sledimo reakcijam, da smo sposobni stestirati določene rešitve, izmeriti rezultate, optimizirati in seveda potem ponovno ponoviti vajo, če tako rečem, ponovno zavrteti krog. Skratka, kreativnost ni več samo zgodba velike ideje, ki se potem nekaj mesecev rola po vseh medijih, ampak eno tako natančno, vztrajno, globinsko delo po vseh teh formatih, kot jih tukaj vidite. Seveda pa to ne izključuje posamičnih mikrokreativnih rešitev. No, morda kot samo en tak zanimiv primerček, uporabe enega atipičnega talnega medija. To je talna nalepka, ki smo jo razvili za Triglav, ki sodeluje zdaj tudi z Gorenjsko banko. Vsi vemo, da je distanca med ljudmi pomembna, da ljudje distanco zmerijo tako, da pogledajo v tla in v sosednjega človeka. In to je recimo en tak mikromedij, ki smo ga uporabili v skladu seveda s to globalno rešitvijo. Naslednji element na področju komunikacije je izrazito spremenjena ali pa povečana potreba po avtentičnosti. Fake informacije, zavajanje, zaradi katerih se ne obnašamo, kot bi se sicer, če bi vedeli, da te informacije niso resnične in prave. To je situacija, s katero se najbrž vsi srečujemo. Vsi to čutimo. Ne vidim vas zdaj, kako reagirate na to, ne vidim vas oči, ampak vem, da verjetno marsikdo od vas prikimava. Ključna zgodba marketinga prihodnosti je torej avtentičnost in s tem povezani pojmi, predvsem transparentnost informacije. Primer tu je, recimo na tem slajdu vidite, da so seveda tudi vsi raziskovalni podatki kažejo, da se uporabniki, kupci preprosto zavedajo tega. Enostavno, če vejo, da na drugi strani ni tistega, ki bi podajal resnične prave informacije, se v teh informacij odvračajo. Mitja je že prej omenil, da smo dobili nekaj vprašanj z področja turizma. Vemo, da vas je kar nekaj tukaj. Kdo bo zdaj v prihodnosti še verjel lažnim polepšanim fotografijam in zgodbam o turističnih destinacijah? Preprosto, če bomo sposobni na prav avtentičen, resničen način povedati prave stvari, ki zdaj turiste ali pa potencialne turiste zanimajo, potem bomo verjetno imeli učinek. Naslednja pomembna usmeritev ali pa pomembna priložnost so seveda lastni mediji. Lastni mediji so strašno bogastvo. Tisti, ki bodo imeli v svojih rokah škarje in platno, si bojo lahko skrojili tole obleko prihodnosti, če lahko tako rečemo. Lastni mediji omogočajo, da sporočite, kar mislite, da je prav, v skladu z principom avtentičnosti, takrat, ko se sami odločite za to in na način, ki ga sami izberete. Seveda,
Zaradi tega je potrebno prilagoditi lastne marketinške strategije in se nasloniti na ta del, razviti kompetence in resurse ali pa se nasloniti na tiste, ki vam jih lahko pomagajo, ampak razumeti je treba, da je to strašno bogastvo in da je v tem medijskem miksu, da bo lastni mediji imeli neko ključno pomembno vlogo. Droben primerček, Mestna občina Ljubljana ima seveda in je imela tudi že v času pred krizo svoje lastne medije, lastno vsebinsko platformo in celo nek newsletter, ampak uporabljali so ga, ne vem, zelo na redko, niti ne z jasno predstavo, kaj pravzaprav lahko s tem naredijo. Skupaj smo prišli do ideje, da je to izvrstno orodje, ki ga točno zdaj prebivalci mesta Ljubljane potrebujejo, če potrebujejo, če bojo iskali določene informacije ali pa če mi želimo, da določene informacije, recimo o tehničnih pregledih, kot je tukaj primer, pridejo do njih. Skratka, če še niste razmišljali, kako boste sestavili svoj medijski miks, potem morate plačljivim medijem in nekim zasluženim medijem, morda skozi objave v social kanalih, absolutno dodati močno komponento lastnih medijev. Naslednji element je digitalizacija interne komunikacije. Ko imate ekipo doma, ko je delo v pisarnah, ko je delo na terenu, dogajajo pa se velike spremembe in jih morate nekako usmeriti v isto smer, je en tak celovit, delujoč sistem interne komunikacije ključen. Verjetno bojo firme zadržale določene principe, verjetno bo tudi več dela doma v prihodnje. Velike firme imajo ljudi na različnih lokacijah in kako pravzaprav doseči to medsebojno usklajenost zaposlenih in hitro odzivnost. Ključno je sfokusirati se na vzpostavljanje tehnološke plati interne komunikacije. Vzpostaviti je treba vsem dostopne kanale za internetno komuniciranje in verjetno so mobilni telefoni tukaj ključni odgovor. Hkrati na drugi strani pa je treba pripraviti prilagojene vsebinske informacije, ki bojo pravzaprav vodile v tisto smer uresničevanja poslovnih ciljev. Morda en tak zanimiv primer, spet za zavarovalnico Triglav. Jasno, njim se je zgodilo to, da njihovi zavarovalniški agenti ne morejo več hoditi od stanovanja do stanovanja, od stranke do stranke in predstavljati in promovirati in prodajati zavarovalniške produkte. Zato smo skupaj razvili to, kar je Mitja že prej nekako omenil, sistem internetne prodaje, ampak da bi pa to lahko delovali, smo morali razviti v resnici vsebino, ki je v pomoč zavarovalniškim svetovalcem, kako naj pravzaprav to izvedejo. Mi smo, tukaj vidite primer enega kosa vsebine, če tako rečem, nasveta v obliki infografike, in to je vsebina, ki smo jo seveda potem znotraj Triglava distribuirali po internih komunikacijskih kanalih, vedno bolj tudi po telefonskem kanalu. Dogodki, seveda, dogodki ne bojo nikoli več taki, kot so bili. Tega se moramo preprosto zavedati. Tudi, ko se bomo družili, se bo fizičnim dogodkom pridružil seveda močen del digitalnega segmenta, če lahko tako rečem. In škoda bi bilo, da firme zdaj ne bi
vedle in ne bi se posvetile tudi dogodkom. Dogodki so izvrstno komunikacijsko-marketinško orodje. Pravkar se ukvarjamo recimo z enim podjetjem, ki je večino svojih poslov dobilo na predstavitvenih dogodkih in na sejmih. Kaj naj pravzaprav zdaj naredijo? Seveda, sugestija je vzpostaviti nov tip korporativnih dogodkov, ki bojo v tem trenutku veliko bolj digitalni ali celo samo digitalni, in bojo imeli potem v prihodnosti možnost se razviti v neke hibridne formate. Za Triglav, ki ima eno zanimivo lokacijo, reče se ji Triglav Lab, to je lokacija, na katerem so zdaj leta in leta izvajali fizične dogodke v fizični obliki, predstavljali stvari, predstavljali tehnologije, se srečevali z ljudmi, ljudi vabili na simulatorje raznih naprav, recimo prometnih nesreč in tako naprej. Ta prostor je, ampak dogodkov ni tam. Zato smo skupaj z njimi razvili, kar se bo videlo na naslednjem slajdu, sistem dogodkov, ki so v tem trenutku digitalni, virtualni, ampak se bodo, ko bo priložnost, vsi lahko razvili v neko kombinacijo hibridnih dogodkov. Od izobraževalnih do eksperimentalnih, do zabavno-informativnih ali internih. To je mogoče samo en primer, kako to lahko poteka. Gremo naprej. Hvala, Igor. Jaz se bom zdaj dotaknil nekoliko v bistvu področja, kjer so bistvene spremembe, ki se dogajajo, se bodo dogajale v prodaji. Eno zanimivo vprašanje je vmes prišlo tudi na temo tega, kako menimo, ali v bistvu tudi v teh stikih pri B2B, predvsem prodaji, ne bo več face-to-face komunikacije in tako naprej. Jaz bi mogoče dal tle en primer enega pogovora, ki sem ga imel pred pol leta z enim večjim, bom rekel, šefom prodaje, ki ima izkušnje tako, bom rekel, s prodajo v evropskih velikih B2B firmah, kot tudi ameriških. In sem ga v bistvu vprašal eno vprašanje. Zanimalo me, če mi lahko eno stavko pove, kakšna je razlika med prodajo v Evropi pa v Ameriki. In v bistvu je rekel, to je pa čisto lahko. Rekel in mi je odgovoril, da ta glavna razlika je v tem, da v Evropi praktično v B2B sektorju ne moreš skleniti posla, če prej ne navežeš osebnega stika. Se pravi, da se osebno ne srečaš z kupcem. Rekel, medtem ko v Ameriki se je meni zgodilo večkrat, da sem sklepal večmilijonske posle, pa sem človeka videl samo prek videokonference in tako naprej. Se pravi, ključna v bistvu razlika je bila v tem nekem zaupanju, ki v Evropi je bil do zdaj povezan s tem osebnim srečanjem, z osebnim kontaktom, medtem kar je v Ameriki zaradi, bom rekel, že samih razdalj in vsega skupaj bila že takrat zadeva čisto drugače nastavljena. Jaz bi tako rekel, da pač spremembe ne bojo šle korenito v drugo smer, kot so bile pred korona krizo. Se pravi, ne bo, še zmeraj bo face-to-face kontakt pomemben. Je pa dejstvo, da v nekih mesecih, ki bojo zdaj sledili, ne moramo pričakovati, da bomo normalno recimo potovali v evropske države določene, ne moramo pričakovati, da se bojo ljudje hoteli srečevati v živo. V zadnjem času se je vzpostavil, bom rekel, precej bolj ta videokontakt, vsi se srečujemo dnevno s tem, spoznavamo ta orodja in tako naprej. In mislim, da je pač v tem trenutku pomembno, da razumemo, da se vsi prilagajamo temu, da nismo samo mi na eni strani tisti, ki želimo v bistvu spreminjati ta način komunikacije. Tako da, zdaj, če se dotaknem sprememb v prodaji, prva točka, ki bi jo omenil, je neka spletna trgovina kot najpomembnejša prodajna lokacija v narekovajih. Zdaj, določena podjetja, določene storitve so imele že zdaj, bom rekel, eno vzpostavljeno prodajno točko tudi prek spleta in v tej situaciji se je izkazalo, koliko je pomembno, da imaš zadevo v redu nastavljeno in pripravljeno na trenutek, ko se to zgodi. Recimo bom dal en primer našega naročnika, ki je v resnici že praktično bil pred tem, da obupa glede tega, ko se je zgodila ta kriza,
da itak nima smisla zdaj v marketingu lagati in tako naprej, pa smo ga uspeli prepričati, ker je imel vzpostavljen dovolj dober prodajni kanal, ki je omogočal, da naprej opravlja prodajo. In sicer gre za vinarstvo, ki je v bistvu svoj poslovni model samo toliko zamenjal, da je ponudil svoje storitve prek spletne prodaje in v resnici dvignil spletno prodajo za 700% od trenutka pred krizo. Bom rekel, v resnici je ratala kar naenkrat v parih tednih spletna prodaja njegova ključna prodaja. Če je razmišljal še recimo 3-4 tedne nazaj, da bo moral morda odpuščati kakšne ljudi in tako naprej, je uspel z zelo hitrim, z agilnim reagiranjem v resnici preusmeriti način svoje firme v prodajo, ki je v resnici stekla. Kar je pa mogoče še bolj pomembno pa je, da je v resnici na ta način dobil precej zvesto klientelo, ki jo bo ohranil tudi po sami situaciji. Zdaj, že sami podatki, kar se tiče spletnih nakupov in tako naprej, te tabele in te raziskave so bile narejene že seveda vse pred krizo, so kazale in so nakazovale, da se bo spletna prodaja povečevala. To se je tudi predvsem v Ameriki in v zahodnih državah Evrope dogajalo po takem grafu že v resnici v prejšnjih letih. Pri nas se bo pa ta, bom rekel, stopnica zgodila v tem trenutku in definitivno ni pričakovati, da bo po tem trenutku ta stopnica padla, ker tako kot smo zdaj že večkrat pokazali čez primere, izkušnje pozitivne, ki se zdaj kažejo pri teh storitvah, ki so prilagojene, se pravi tudi udobnost naročanja iz naslonjača za neke zadeve, ki ti jih praktično prinesejo na prag, toliko pretehtajo pred tistimi slabostimi morebitnimi, da v resnici bo ta navada naprej ostala. Je pa seveda treba potem, to je 9. točka, paziti na to, ko se odločimo za neko spletno prodajo, da je v resnici kupci prihajajo v spletno prodajalno na popolnoma drugačen način, kot to delajo v offline svetu, se pravi v fizičnem svetu. To je ena zadeva, se pravi, moramo razmišljati v drugačnem kontekstu, se pravi, kar naenkrat se bo zgodila podobna situacija, kot se je zgodila pred 15-20 leti, ko so se podjetja začela odločati za to, da bojo imela prvo spletno stran. Na začetku so veliko vlagali v to, da so spletno stran v bistvu postavili, potem se je pa zgodil en tak neugoden moment, ko so ugotovili, na našo spletno stran pa nihče ne pride, ne. Zato, ker v resnici tukaj je treba širše gledati in razmišljati o tem, kako bomo potem te kupce tudi pripeljali na spletno stran, če razmišljamo o spletni prodaji. Se pravi, konkretno recimo v primeru, bom rekel, spletne trgovine za vinarstvo Koželj, mi smo tukaj pripravili potem seveda kampanjo, kjer smo probali z določenimi sporočili priti do te prave ciljne skupine tam, kjer se nahaja. Ciljna skupina se v teh tednih nahaja predvsem na družabnih omrežjih, medijih, digitalnih in tako naprej. Se pravi, mi smo prišli do tistih točk dotika z potencialnimi uporabniki, kjer se oni v tem trenutku nahajajo. In iz teh objav v bistvu preusmerjali potem na spletno prodajo. Se pravi, ko se razmišlja o neki spletni prodaji, definitivno se ne sme razmišljati samo o samem spletnem mestu, kjer je omogočen ta nakup, ampak predvsem tudi v tem širšem ekosistemu, se pravi, od kje bomo pripeljali, na kakšen način bomo pripeljali kupce do spletne prodaje, kako nam distribucija v zadnji laufa, ali smo sposobni sploh dostavljati te zadeve v nekih obljubljenih rokih in tako naprej. Sami ste imeli verjetno v tem trenutku ali pa v zadnjih tednih tudi kakšno izkušnjo, ko ste kakšno stvar naročili in veliki trgovci niso bili sposobni dostavljati, bom rekel, naročil prej kot v enem tednu in tako naprej. Se pravi, ko razmišljamo o spletni prodaji, moramo razmišljati o spletni prodaji v širšem kontekstu. Se pravi, spletna prodaja ni samo spletno mesto, je celotna izkušnja, ki se bo zgodila od časa, ko uporabnik razmišlja o nekem nakupu, do samega nakupa, do dajanja izdelkov v košarico in predvsem do ponakupne storitve. Se pravi, kam mi bojo dostavili, kako hitro mi bojo dostavili izdelek, kakšna je ponakupna storitev, kam se lahko obrnem, če se kaj zalomi in tako dalje. Se pravi,
če gremo v bistvu še en korak naprej pri prodaji, ena zanimiva potencialna priložnost je predvsem v tem. Zelo se bo pokazal in tudi spremembo v navadi kupcev, ki se bo ponovno zgodila, bo ta, da bomo želeli vsaj za določene produkte planirati bolj vnaprej svoje nakupe, kot smo to počeli pred korona krizo. Mnogi se verjetno spomnite še časov izpred 20 let ali pa več, ko je bilo v resnici čisto normalno, da smo imeli v shrambah polne zaloge, ozimnice in tako naprej. Potem se je pa v zadnjih letih v resnici zdaj začelo dogajati, ker je bilo tako udobno, praktično trgovine imamo na vsakem koraku, da zalog kar naenkrat nismo imeli nič, niti za 3 dni naprej. Sprememba, ki se bo spet zgodila na strani kupcev in jo je vredno izkoristiti, je ta, da bojo vsaj neko obdobje, dokler ne bo pač varnost, dokler ne bojo čutili te varnosti malo dolgoročnejše, da bojo želeli planirati neke količine določenih proizvodov vnaprej. In tukaj je v resnici priložnost za ponudnike raznih produktov, da jim to izkušnjo, da jim te načrtovanja olajšajo. Tukaj gre lahko za neke nadgradnje aplikacij, spletnih strani, se pravi nekih zadev, ki bojo na nek način olajšale kupcem, da bojo ta načrtovanja lažje v bistvu opravljali. Smo že pri 4. sklopu, kjer spet Igorju predajam besedo. Ok, še en sklop, smo že proti koncu, torej, ki zajema 3 strateške in procesne spremembe, ki se nam zdijo pomembne. Mogoče ta prva, gradnja trajnih kakovostnih odnosov, zaupanja in znamčanja pri vseh ključnih deležnikih. Veste, najbrž čutite to vsi, kriza, v kateri smo se nenadoma znašli, ali pa so se znašla podjetja, tudi naše pravzaprav, je razkrila bodisi kakovost ali pa nekakovost odnosov, ki jih imamo s ključnimi deležniki. Jasno, s kupci, pa tudi z vsemi drugimi. In to na obeh nivojih, tako na nivoju neposrednih odnosov, kot na nivoju posrednih odnosov, ki se kažejo v razumevanju in naklonjenosti naši blagovni znamki, našemu brendu, ki se kažejo v tem, da nas nekdo pozna, da nam je naklonjen in tako naprej. Tisti, in to zdaj opažamo, tudi s podjetji, s katerimi sodelujemo v tem času, tisti, ki so tem odnosom namenjali pravo pozornost, tako neposrednim kontaktom, stikom, trajnemu vzdrževanju teh odnosov, kot tistim bolj posrednim, posrednim komuniciranjem skozi družbena omrežja, spletna mesta in tako naprej. Tisti so zdaj veliko lažje odreagirali in publika in javnost in kupci so veliko boljše odreagirali na te blagovne znamke. Glejte, če ljudje preprosto ne vedo, kdo smo ali pa kdo ste, kdo smo, zakaj smo tukaj, kakšni smo, kaj lahko pričakujejo od nas, na kakšen način bomo odreagirali, ali zagotavljamo določene standarde kvalitete in tako naprej, potem ne moramo pričakovati, da bi se v takšnih časih na nas obračali in da bi, ne vem, od nas kupovali, da bi nas spraševali, da bi vzdrževali stik z nami in ko bo priložnost spet vzpostavili, rekel tudi nakupni odnos ali pa kaj drugega. To je verjetno ključna strateška usmeritev, če bi jo lahko izpostavil. In ko naju tu nekdo sprašuje, da če vodstva ne razumejo potrebnosti po spremembah, tako kot tudi za ta dela, ali je treba koga zamenjati oziroma kaj v takšnih primerih narediti. Moja izkušnja tukaj je, da res do tega prihaja in da preprosto ne bojo vsi menedžerji ali pa odločevalci na ključnih pozicijah v podjetjih to dojeli in bili sposobni na to odreagirati. In preprosto ponekod ni dovolj kompetenc, ni znanja, ni razumevanja tega. In v takšnih situacijah seveda vztrajanje
teh ljudi ali pa oviranje teh sprememb seveda lahko povzroči hude posledice. Lastniki ali pa tisti, ki lahko o tem odločajo, se morajo tega zavedati in verjetno bo potrebna tudi kakšna zamenjava. To je mogoče prva taka strateška usmeritev, ki se mora seveda pokazati v premisleku o vzpostavitvi ali pa zapisu ene take drugačne komunikacijske strategije. Ključ za to je pa neka strokovna ekipa. Velikrat pa v podjetjih ni dovolj kompetenc, takrat se je pač treba nasloniti na tiste, ki kompetence in znanje imajo in narediti ustrezne time, ki so sposobni potem pripraviti take operativne načrte. Še dve sugestiji v tem sklopu, ampak o njih bo pa Mitja. Se pravi, predzadnja priložnost oziroma tudi izziv, zelo velik procesni marketinški izziv je to neko učinkovito upravljanje stalne povezanosti s kupci. Se pravi, še bolj se bo v teh časih, kot so zdajle pokazali, da je stalna povezanost s kupci postala del realnosti. To bo neka izkušnja, ki si jo bojo uporabniki, kupci zapomnili in jo bojo pričakovali tudi po teh razmerah. Je pa treba vedeti, da to stališča procesnega, organizacijskega lahko pomeni kar velik zalogaj in izziv. Zdaj, če si predstavljate, da delate na različnih trgih, se pravi, kjer se uporabljajo različni jeziki, kjer je v bistvu lahko tudi časovne ure so čisto druge, je nujno, da se v bistvu vzpostavijo neki modeli, neki sistemi, ki bojo dovolj avtomatizirani, da boste dovolj hitro odzivni in tako naprej. Predvsem je pa treba v resnici interno v podjetju zdefinirati, kaj bo en ali pa nekaj ključnih kanalov, preko katerih se bo sprejemalo ali pa izvajalo komunikacijo, to dnevno oziroma celo urno, minutno, ki poteka ta trenutek predvsem prek družbenih omrežij z kupci potencialnimi, ki pričakujejo, če ti pošljejo vprašanje zvečer ob 10:11, da ti bo nekdo nanj odgovoril v 5 minutah. Se pravi, bolj kot to, da smo res dostopni prek vseh kanalov, je pomembna konsistentnost in da se zmenimo, kjer je tisti kanal, prek katerega se izvaja ta komunikacija, da se dejansko dobro zdefinira proces. Lahko si pomaga tukaj z predvsem tehnologijo, ki omogoča določeno avtomatizacijo. Nič ni narobe, če ob 10:11 dobite avtomatiziran odgovor, ker piše, da vam bomo odgovorili naslednji dan v teh pa teh časovnih okvirih. Najslabše je, če odgovora ni v resnici. Tako da v 12. točka je v resnici po eni strani procesni izziv, po drugi strani pa procesna priložnost. Saj precej podjetij tukaj še nima, bom rekel, usklajenih interno procesov, niti navzven, kupci ne vejo, kam se obračati v takih primerih. Zadnja točka, do katere smo prišli, je v bistvu ta nov način dela, to je delo nadaljavo od doma in tako naprej. Se pravi, nekaj, kar smo se vsi praktično znašali v njem v zadnjem mesecu in pol in je v bistvu se vsem nam pokazali vse prednosti in izzive tega dela nadaljavo. Zdaj, jaz bi se tukaj predvsem dotaknil prednosti. Se pravi, vemo, da so izzivi, vemo, da so tehnološki izzivi, vemo, da so organizacijski izzivi, vemo, da imamo izzive s tem, ker vmes šolamo svoje otroke oziroma pomagamo šolati otroke. Vemo, da imamo izzive, ker moramo vmes kaj skuhati in tako naprej. To so te osebni. Tehnološki so povezani z platformami, ki se uporabljajo pri tem delu nadaljavo. Timi niso igrani za tak način dela. Bi se pa vsem dotaknil priložnosti. In sicer ne nazadnje, tudi v našem primeru se je pokazalo, čeprav smo taka, bom rekel, storitvena dejavnost agencijska, ki je bila navajena že prej nekako delati v določenih delih tima nadaljavo, da v resnici ugotavljamo, da določene naloge se da zelo v redu nadaljavo delati in da lahko to rata tudi, bom rekel, konkurenčna prednost za marketing. Recimo, če imamo prostore za 30 ljudi, kjer plačujemo najemnino, v resnici imamo prostora tega virtualnega ta trenutek za 45 ljudi.
če v redu organiziramo delo, če znamo potem tudi te procese tako zapeljati, da je to delo učinkovito, če je tim igran in tako dalje. Se pravi, naloga marketinga tukaj bi bila lahko, da se v resnici prepozna te priložnosti, ki jih prinaša delo nadaljavo. Ne nazadnje, tudi precej zaposlenih je tudi po raziskavah zelo naklonjeno delu nadaljavo, kar predvsem v industrijah in panogah, kjer je težko priti do kadrov, lahko pomeni konkurenčno prednost pri iskanju kadrov. Spet še en mogoče primer, kjer v resnici, ki je bil narejen pred, bom rekel, to situacijo, kjer se kaže, da se v velikih državah to delo nadaljavo precej hitro povečuje, ampak kot rečeno, spet se je zgodila situacija, ki je to izkušnjo nam približala in je vredno ponovno zelo razmisliti tudi interno v svojem podjetju, kaj od tega ohraniti, kaj zadržati in kaj izkoristiti naprej za v bistvu, bom rekel, prihodnost. Zdaj, prišli smo do konca z 13 predlogi. Z Igorjem bova čisto za konec, preden gremo še na morebitna vprašanja, povzela v resnici 6 točk, bom rekel, tiste ključne poudarke, ki bi jih želela na koncu izpostaviti, kje je lahko tudi, bom rekel, tisti začetek, kjer začnete razmišljati v tem trenutku, kako se prilagoditi tej situaciji, s čem štartati in tako naprej, ker izzivov imamo vsi precej ta trenutek. Predvsem bi še enkrat želel, preden grem na teh 6 točk, poudariti, da je utopično razmišljati o tem, da se bo po sprostitvi ukrepov zadeva vrnila v, bom rekel, business as usual, kot smo ga bili navajeni pred enim mesecem in pol. Se pravi, stvarnost, ki bo sledila čez teden, dva, bo drugačna. Treba se bo prilagoditi temu načinu dela in prej, ko v bistvu začnemo o tem razmišljati, prej, ko začnemo razmišljati o tej novi realnosti, bolj si bomo lahko ustvarjali neko konkurenčno prednost na trgu. Zdaj, prva točka, prvi, tak bom rekel, izmed 6 povzetkov, definitivno znanja, ki jih je trenutno treba imeti v takem, bom rekel, hitrem, agilnem, digitalno usmerjenem svetu, so kompleksna. Praktično ne obstaja en strokovnjak, ki bi znal že samo za neko spletno prodajo dovolj dobro v podjetju peljati zadeve, zaradi tega predlagamo, da se vzpostavijo za vaše primere, bom rekel, neki taki marketinško-komunikacijski timi, ki so sestavljeni tako iz internih znanj, se pravi iz internih kompetenc, kot tudi z kompetenc raznih partnerjev poslovnih, ki jih imate zunaj firme. V primeru agencije recimo lahko ponudimo, bom rekel, različna znanja in v paketu nekega zneska, ki ga bi drugače plačal enemu zaposlenemu, enemu strokovnjaku, dobiš dejansko znanja 5-6 različnih ljudi, ki so zelo pomembna v tej situaciji, ki se dogaja, ko se je treba hitro obrniti, ko je treba na 10 točkah dotika znati narediti pravo komunikacijo in jo pripeljati do prodaje. Druga točka, definitivno je treba imeti v mislih, da tehnologija je, bom rekel, neka osnovna točka dotika v tem trenutku in bo tudi v naslednjih mesecih in letih in mora biti marketinško komuniciranje in tehnologija zelo povezana. Kot je Igor omenil, tehnologija omogoča takojšnje merjenje učinkov, optimizacije, zato je vredno veliko pozornosti polagati predvsem na povezovanje tehnologije in marketinga. Tretja točka, definitivno razmišljajte o vzpostavitvi ali nadgraditvi svoje digitalne prodaje, pri čemer pa še enkrat poudarjam, ne govorim o tem, da se vzpostavi samo spletno mesto, kjer je digitalna prodaja ena izmed funkcionalnosti spletnega mesta, ampak dejansko razmišljajte o širši digitalni prodaji, se pravi, kaj to pomeni za moje procese, kaj to pomeni za dobavo, kaj to pomeni za skladiščenje, ali bo moja storitev res dovolj dobra. Pri vsem skupaj predlagamo, predvsem mi svojim strankam, zmer, da se gre fazno v vzpostavitev digitalne prodaje, se pravi, ne gre za to, da moraš čez noč vzpostaviti spletno trgovino, da se tudi to narediti, ampak v resnici potem pridejo lahko za tem določeni problemi, določene posledice. Se pravi, fazno je treba te kocke graditi, da se ne podrejo procesi v ozadju, ki so zelo pomembni za tekoče delovanje firme, in da prihajamo v nekih naslednjih mesecih, letih do končne tiste
prave digitalne prodaje, ki bo morda lahko celo nadomestila fizično prodajo? Naslednja četrta, mogoče naslonite marketing na strateško komuniciranje na kakovostne lastne vsebine. Preprosto naša izkušnja je, da firme imajo in razpolagajo z vsebinami, vendar niso sestavljene in skuhane v končne jedi, če lahko tako rečem, ne. Če potrebujete tukaj določena znanja in resurse, si jih poiščite. Včasih je veliko tega znanja tudi v firmi, ampak brez lastnih premišljenih vsebin, ki sledijo ključnim principom novega marketinga, predvsem avtentičnosti, uporabnosti, koristnosti, uporabni vrednosti za uporabnike, preprosto ni mogoče peljati sodobnega marketinga. Peta točka, vzpostavite lastne medije. Lastni mediji, kanali in resursi so izjemno bogastvo, ki ga lahko uporabljate na način, kot ga sami želite, takrat, kot ga sami želite, takrat, ko ste to sposobni uporabljati in vam omogočajo seveda pretočnost vsebin, ki jih pripravljate, do tistih, ki so jim namenjene. Lastni mediji bistveno povečajo polje, kjer prihaja do kontaktov z vašimi ključnimi deležniki, kupci in drugimi deležniki, a ne, in jih lahko vodijo seveda potem tja, kamor vi želite, da pridejo, ne, predvsem na spletno mesto, v osebni kontakt in potem v prodajni proces. Lastni mediji so strašno veliko bogastvo in ne ga spregledati v času, ki prihaja. In še šesta točka, spodbudite novo marketinško kreativnost in inovativnost. Za vsako področje, za vsako industrijo seveda to pomeni nekoliko drugačen odgovor, ampak sodoben, strateško premišljen, tehnološko napreden vsebinski marketing je nekaj, kar podjetja morajo razviti v prihodnosti, torej v času, ki prihaja, če želijo na trgu obstati in se razvijati, ne. Kako to narediti? Seveda, verjetno z vzpostavitvijo nekega osnovnega tima in potem nadaljnjimi operativnimi koraki na tem področju. Okej, s tem sva pripeljala to, kar sva želela do faze ali pa do konca. Tu na tem slajdu in tudi na prezentaciji, ki jo boste dobili, imate neposredno povezavo do bele knjige, kjer so vse te stvari še nekoliko bolj natančno opisane ali pa bolj obsežno opisane, ne. Prosim, poglejte si to, premislite, dovolite si, da vam spodbudi razmišljanje in da vam pomaga pri kreiranju konkretnih ukrepov, a ne. Dala sva tudi najine osebne kontakte, tudi telefone. Ne vidimo se zdajle, ampak če kdo želi, a ne, in čuti potrebo, brez težav pokliče, časi so taki, potrebe so velike in mi to razumemo in bova pripravljena na to odgovoriti in vam pomagati. Zdaj pa čas za vprašanja. Nekaj smo jih že dobili med vašimi prijavami, a ne. Ja, Igor, eno vprašanje je bilo, kje se dobi posnetek webinarja. Posnetek do webinarja bo poslan po mailu po samem webinarju strani Gospodarske zbornice Slovenije. To je eno izmed vprašanj. Operativno, delovno vprašanje. Mogoče včeraj je prišlo eno tako zanimivo vprašanje. Kaj narediti v primeru neodprtja meja s sosednjimi državami, od katerih je slovenski turizem tako odvisen, ne? Torej vprašanje od vas, udeležencev s področja turizma. Jaz bi rekel, da je pravzaprav enako težko vprašanje je tudi, kaj pa narediti v primeru odprtja meja, a ne. Glejte, da bi turisti prišli na enak način, kot so prihajali doslej, je preprosto treba pozabiti, ne. Zato, da bi prihajali turisti,
bodi si domači, če iz sosednjih držav ne bodo mogli priti, ali pa tudi te iz sosednjih bo treba narediti celo vrsto komunikacijskih aktivnosti. Jaz sem premišljeval o tem in sem se sam postavil v vlogo turista, kdaj in pod kakšnimi pogoji bi šel v avstrijski turistični center, dopustovati ali pa na izlet. Zelo bi moral biti prepričan o določenih varnostnih zadevah, kar se tiče same osebne varnosti, higiene in zaščite pred potencialno okužbo, kar pomeni, da je pravzaprav na ta način treba pripraviti tudi določene praktične informacije. Turistom, bodi si domačim, bodi si tistim, ki jih pričakujemo ali pa bi si jih želeli iz sosednjih držav, bomo morali povedati, kaj vse smo naredili za to, zelo zares, zelo avtentično, zelo pošteno, zato da bi bili oni v polju varnosti, če bojo prišli k nam. Ob tem jim bomo pa povedali tudi vse ostalo, sej smo še vedno zainteresirani, radi bi kam šli, radi bi se spustili in vse to se da povedati. Ampak zato potrebujemo vsebine, zato potrebujemo praktične vsebine, potrebujemo inspirativne vsebine, zato potrebujemo medije in pravzaprav je to treba narediti. Seveda, ne moramo nič narediti, če bo meja ostala zaprta, ampak ostali bojo slovenski turisti, kam bomo šli. Tudi za nas je pravzaprav smiselno pripraviti take informacije. Recimo en zanimiv primer, ki ga lahko omenim, ki je recimo tudi kot razmišljanje v takem primeru, ko ne moramo dati konkretne ponudbe v resnici še za svoje storitve, ki jih pa vemo, da jih bomo nudili čez nekih naslednjih mesecev. Ena prijateljica je vzpostavila en projekt slovenski najdibon.si, ne vem, če ste opazili. Gre za to, da v resnici lahko vnaprej kupaš neke vrste bon za storitve, za ponudnike, ki jih poznaš, ki jim zaupaš in v bistvu jih boš porabil takrat, ko bojo na voljo. Se pravi, tudi recimo primer turizma slovenskega, ko še ne vemo, kdaj se bo odprl, bi se lahko ponujali na podoben način. Se pravi, nekdo, ki je ponudnik turističnih zmogljivosti, bi lahko ta trenutek morda ponudil vnaprej nekim potencialnim slovenskim kupcem storitev, se pravi, nedefinirano točno kdaj, ampak v obliki nekih bonov, da pač se zagotoviš vnaprej, da boš lahko pri njih dopustoval oziroma koristil neke kapacitete. To je samo en izmed primerov, recimo bolj tega, bom rekel, digitalnega razmišljanja. Tisti, ki poznate Kickstarter platformo, v bistvu je to samo prenešena zgodba iz zgodb digitalnega sveta, ki so se dogajale že prej skoraj 10 let v določenih drugih branžah in jo zdaj probajo izkoriščati in biti agilni tudi v drugih dejavnostih. Jaz bi mogoče Mojci odgovoril na vprašanje z področja avtomobilske industrije. Ugotavlja, da je nakup avtomobila verjetno vseeno malo drugačen proces, kot nakup mogoče kakšnih drugih izdelkov, ki jih že poznamo. Mi veliko delamo res na področju avtomobilske industrije, na Škodi najbolj, pa tudi za nekatere druge blagovne znamke. In seveda natančno spremljamo ta nakupni proces, ki traja od nekaj mesecev pa do, ne vem, lahko tudi dlje. In seveda ugotavljamo, da se velik del tega procesa opravi v digitalnem okolju z analiziranjem, testiranjem samega produkta in z spremljanjem seveda tudi mnenj, izkušenj drugih o tem produktu. V tem trenutku seveda še vedno velja, da je za zaključek nakupnega procesa verjetno potrebno neposredno srečanje s produktom, ampak ključno za nas verjetno v tem trenutku je, da res opravimo vse komunikacijske faze, da pripravimo vse tipe informacij, ki bi jih potencialni kupec lahko skonzumiral, stestiral že v digitalnem komunikacijskem okolju in potem vse na podlagi skoraj da že odločitve odločil tudi za
testiranje vozila v živo, pod verjetno nekimi kontroliranimi pogoji, in to bo pripeljalo do nakupa. Skratka, Mojca, če sprašujete, kaj tukaj narediti, bi rekel, v tem trenutku lahko največ naredimo na pripravi ustreznih informacij za vse tipe povpraševanj oziroma za vse, kar zanima potencialne kupce, in potem pač v določenem trenutku to tudi izkoristiti z možnostjo povabila v neko kontrolirano testno okolje. Jaz bi mogoče odgovoril na tole vprašanje, ki ga je Urška postavila na temo marketing automation sistemov. Zdaj, marketing automation sistem sam po sebi, bolj kot orodje, ki ga uporabljamo, zato je v resnici tukaj treba razmišljati o tem, da gre za popolnoma drug koncept izvajanja marketinga. Se pravi, to je dejansko nov princip izvajanja marketinga, ki je mogoče bolj blizu tistim ljudem, ki delajo v B2B industriji. Se pravi, gre bolj za optimizacijo pošiljanja vsebin, pošiljanja komunikacije prek različnih točk dotika na način, da ga v resnici skozi optimiziramo. Tako da vprašanje, kateri automation sistem uporabiti, je v resnici treba postaviti v kontekst tega, kako napredno imamo že zdaj v firmi vzpostavljeno prodajo, ali uporabljamo CRM, ali je ta CRM uporabljen dejansko kot podpora prodaji, ali je samo skladišče podatkov, potem do tega, da v resnici, ko se odločimo za marketing automation sistem, se moramo odločiti, da bomo spremenili princip dela v podjetju. Se pravi, marketing automation ne more biti, bom rekel, ena zadeva, ki se v oddelku marketinga uporablja za 10% časa. Dejansko je potem to filozofija, način marketinga, in če nimamo dovolj resursov, recimo v podjetju, da bi rekli, da se bo 1-2 človeka s tem konstantno ukvarjala, je treba iti v bolj preprosto zadevo, se pravi v neke scenarije, ki jih omogočajo mailing sistemi, se pravi, ko nekdo pošlje povpraševanje, avtomatiziran odgovor pošlje ta mailing sistem, se pravi, se gre v bolj te preproste načine, medtem ko sam marketing automation v pravem pomenu je lahko res kompleksna zadeva in moramo razumeti, da je v resnici bolj kot sama izbira orodja, treba prej v firmi nekako strateško se odločiti, ali bomo pripravljeni procese tudi nekoliko prilagoditi temu načinu, svoje način dela, imamo dovolj znanja in tako naprej. Tako da bi jaz tukaj predlagal, da se najprej to vprašanje reši, preden se izbira orodje v resnici. Ok, vprašanje v zvezi z bodočimi cenami na področju turizma. Jasno, stroški se bojo na eni strani povečali, to ugotavlja in sprašuje en od udeležencev, ljudje pa pričakujejo znižanje cen. Dejansko pa se bi te cene morale ostati take, kot so, ali pa se celo zvišati. Kaj jaz menim o tem? Mislim, da imate prav. Mislim, zelo zahtevna dilema. Sam kot direktor popolnoma razumem to stroškovno poslovno plat. Na drugi strani seveda pa so pričakovanja in morda tudi splošno znižanje ekonomskih standardov v Sloveniji in v celem okolju govori ali pa nas usmerja v to, da mislimo, da bojo cene nižje. Dilema je, strinjam se z njo, moja sugestija ali pa moja misel gre predvsem o tem, da bodo seveda kupci storitev razumeli ali pa jim moramo pomagati, da razumejo, kaj kupijo in na kakšen način kupijo. Če ti prideš v restauracijo, ki ti zagotavlja visoke varnostne standarde, kar pomeni, da je v tej restauraciji veliko manj ljudi, da se je vse prej naredilo v kuhinji, v sistemu strežbe. Če jaz vem, kaj vse je bilo za to narejeno, sem mogoče pripravljen za to tudi plačati določeno ceno. Tako da
Verjetno bo šla zadeva, ali pa bi lahko šla zadeva v to smer, da bomo to, kar naredimo za varnost kupca, pa zato preprosto morali znati na dober in na prav način povedati. In seveda nekateri kupci se bojo odločili in bojo pripravljeni za to tudi plačati, nekateri pa ne. To se seveda zavedam. Aleš sprašuje glede projekta v UK. Jaz predlagam, da se glede tega potenciala kar direktno slišimo na teh kontaktih, ki so jih z Igorjem pustila, pa bi mogoče šel na naslednje vprašanje, ki se tiče pač digitalizacije veleprodaje, kjer so končni kupci trgovci. Zdaj bom jaz dal en primer. Mi delamo tudi z naročnikom iz Švice, eno veliko, bom rekel, proizvodno podjetje, ki predvsem prodaja industriji svoje izdelke. Pred enim mesecem smo se pogovarjali o enih zadevah in dejansko pač moram povedati, da smo v Sloveniji tukaj v razmišljanju pred njimi, predvsej pred njimi. Če se mi zdaj pogovarjamo že o nekih rešitvah, se pravi, kako to novo realnost tudi na B2B trgih izkoristiti oziroma se ji prilagoditi, so oni še zmeraj, bom rekel, v fazi šoka, ko sploh ne verjamejo, kaj se jim je zgodilo. Tako da v resnici digitalizacija veleprodaje, mislim, da definitivno je pač to način, se pravi, medorganizacijski trgi, marketing medorganizacijski je zelo smiseln, ga je zelo smiselno digitalizirati. Mi imamo nekaj pač takih primerov, ki so že zelo v bistvu napredni, kar se tega tiče, neki so pa zdaj začeli o tem razmišljati, tako da vsekakor ni tukaj za reči, da smo vzadej, ampak je pač samo stvar tega, da se gre v to odločitev, ker definitivno ne gre za, bom rekel, v osnovi drugačne principe delovanja, gre samo za orodja druga in za poti, kako priti do istega končnega cilja. Alenka, hvala za pohvalo. Zelo fajn je slišati, da smo komu v uporo, s tem, kako razmišljamo in tako. Čestitam tudi za to, kar delate. Dobro delajte še naprej in držimo pesti. Če kaj v tem, kar mi delamo, če je kaj koristnega, prosim, uporabite, kolikor le lahko. Aleš, smo kar zasedeni, ampak ne toliko, da ne bi mogli vstopati še v kakšen projekt, absolutno ne. Seveda, naša situacija je taka, da imamo zelo širok spekter naročnikov in strank. In žal je nekaj tudi takih, kjer so posledice tega, kar se je zgodilo, bile v prvi fazi precej težke. Recimo avtomobilska industrija je zelo trpela, ali pa še trpi. Nekatere druge industrije, v katerih smo nekaj manj. Tako da ekipo smo nekako s pomočjo tudi teh ukrepov, koliko jih je ponudila država, ohranili praktično v celoti, tako da smo pripravljeni in lahko odreagiramo in vam lahko kaj pomagamo, tako da prosim kar na tele kontakte, ki sem jih dal, pa se slišimo, pa bomo morda videli, kaj lahko naredimo. Ana sprašuje, ali pričakujemo razvoj spletne prodaje tudi na področju ponujanja storitev. Absolutno. Zdaj, definitivno vse storitve ni možno izvajati nadaljavo. Ne vem, neke masaže telesa verjetno, da ne moreš izvajati nadaljavo. Se je pa že zdaj vzpostavili kar nekaj storitev, ki se čisto v redu v resnici nadaljavo izvajajo, oziroma je lahko celo izkušnja boljša, ker je za kupca ali pa za uporabnika lažje. Recimo vsi treningi, neki osebni trenerji, ki zdaj izvajajo svoje storitve nadaljavo, kar naenkrat se je zgodilo, da imaš možnost v bistvu osebnega trenerja praktično 1 na 1 imeti v svoji dnevni sobi, kar pomeni, ne izgubljaš časa s tem, da greš tja. Se pravi, da se pri določenih storitvah tudi izkoristiti prednosti, ki jih ima to poslovanje nadaljavo. Tako da definitivno je za razmišljati tudi pri storitvah, kaj se da ponuditi prek spletne prodaje oziroma tudi prek izvajanja nadaljavo.
pri tem si lahko pa predvsem pomagate z razmišljanjem, da ljudje pač v določenih drugih branžah so že navajeni kakšnih takih storitev. Določene branže so zelo napredne, kar se tiče storitev digitalizacije nadaljavo in jih je smiselno spremljati že iz tega vidika, ker dobiš v bistvu precej idej, kako bi lahko posamezne zadeve prenesel tudi na svoj posel storitveni. Tako da definitivno za razmisliti. Ok, eno vprašanje z področja izobraževanja. Predstavili ste dogodke na jesen in kako zdaj to komunicirati, ali sploh komunicirati, ali biti tiho in počakati, ko boste prepričani, da te dogodki so in takrat obvestiti. Glejte, moja sugestija bi bila, da je treba permanentno komunicirati z potencialnimi obiskovalci in strankami. Povejte tako, kot čisto v resnici je. Seveda ste jih predstavili na jesen, ampak v resnici ne veste, če bojo, da ne. Mi imamo tudi en velik dogodek načrtovan za 26. septembra, to je naša velika mednarodna konferenca, POMP forum, in čisto v resnici ne vemo zdajle, ali jo bomo lahko izvedli na tak način, oziroma pravzaprav vemo, da čist na tak način, kot je bila doslej, ne bo šla, ne vemo pa še kako. Moja sugestija je, ohranite in ohranjajte kontakta. V tem kontaktu se obnašajte tako, kot bi se normalno obnašali do tistih, ki jih imate najbolj radi. Povejte jim kaj, morda jim kaj date že vmes, in ko bo čas, boste pa seveda povedali, kaj ste se odločili in kaj je rešitev. Skratka, ohranjajte kontakta. Mogoče še zadnje vprašanje, ker organizator prosi, da potem počasi zaključimo. Če bo imel še kdo kakršnokoli drugo vprašanje, še enkrat smo na voljo, z Igorjem sva pustila kontakte, tudi dobili boste v bistvu en povzetek na mail z linki in tako dalje. Še zadnje vprašanje, kadrovske agencije bodo imele oziroma že imajo upad pri zaposlovanju, saj naročniki nimajo potreb po kadru, kaj bi lahko bil prvi pristop pri reševanju prodaje. Jaz bi drugače mogoče obrnil vprašanje oziroma bi malo iz drugega kota pogledal zadevo. Jaz se zavedam, da ne bo tazga povpraševanja ali pa take rasti, kot je bilo to še 2 meseca nazaj, bo pa definitivno se bojo precej karte pomešale pri tem, kakšen tip kadrov se bo iskal, določena znanja se bojo iskala, ki jih prej ni bilo, kombinacija znanj bo izredno dobrodošla pa zanimiva. In z tega vidika v resnici je treba pogledati, kje ima lahko ena kadrovska agencija tukaj, bom rekel, konkurenčno prednost in ponuditi take stvari čim prej na trgu. Tako da definitivno je izziv, tako kot je izziv zdajle v vseh branžah glede prodaje, ampak se pravi, najde se tudi priložnost in je treba z tega vidika predvsem začeti razmišljati, ne z tega vidika, da bo čez 2-3 tedne se povrnilo stanje v normalno. Tako da jaz bi tudi v tem primeru priporočil, da se gre v to razmišljanje malo ven iz ustaljenih vzorcev razmišljanja in se gleda predvsem, kakšen kader pa se bo iskal, ker se bo definitivno iskal, znanja se zdaj iščejo, tudi če gledate kadrovske oglase, se je pojavila neka struktura novih kadrov, ki se išče, kadrovske agencije imajo lahko tukaj tudi vlogo, bom rekel, nekega izobraževalca takih kadrov in podobno. Tako da z moje strani hvala, upam, da sva odgovorila večino vprašanj, da je bilo razumljivo, kot rečeno, sva pa na voljo tudi za dodatne pogovore. Hvala tudi z moje strani, upam, da smo spodbudili kakšne ideje, po vaših odzivih očitno smo jih nekaj, to me res veseli in to mi bo polepšalo tale petek, upam pa, da tudi vam. Nasvidenje.